Pentagon naj bi razmišljal o tem, ali naj vojna z Iranom trajno preoblikuje ameriško vojaško prisotnost v zalivu. Washington Post poroča, da Ministrstvo za obrambo ocenjuje, ali naj zmanjša število vojakov in ponovno premisli o obnovi baz, poškodovanih v iranskih napadih. Ameriško centralno poveljstvo ima običajno približno 40.000 vojakov na skoraj 20 lokacijah na Bližnjem vzhodu. Pentagon poudarja, da to še ni uradni pregled ali celo odločitev o umiku. Vendar to odraža vse večjo razpravo v Washingtonu o tem, ali lahko Združene države ohranijo svojo trenutno prisotnost v regiji, ali pa bi morale preusmeriti sredstva k drugim prioritetam, morda proti Kitajski. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Michael Prejean, svetovalec za zunanjo politiko in nacionalno varnost, ter nekdanji obveščevalni časnik, ki se nam oglaša iz Washingtona. Michael, ameriške baze so že mesece tarča iranskih napadov. Zdaj nekateri analitiki to opisujejo kot priložnost, ki se ponudi enkrat na generacijo, da Pentagon ponovno premisli o svoji prisotnosti v regiji. Ampak Michael, kako prisotnost tukaj pomaga ali škodi ameriškim interesom? Mi moramo biti na Bližnjem vzhodu. Če se mi umaknemo, se vmešata Rusija in Kitajska. In to smo videli v zadnjih 5 do 6 letih. Kar se tiče ameriških baz, se strinjam, da bi se morali znebiti nekaterih baz na Bližnjem vzhodu, predvsem tiste v Katarju, v Dohi in tistih v Iraku. Nismo mogli uporabiti teh baz za obrambo Američanov pred terorističnimi napadi iranskih posredniških skupin. In nismo mogli uporabiti teh baz za obrambo pred iranskimi balističnimi raketami in napadi z droni na Izrael. Zato moramo nehati dovoljevati našim zaveznikom, da uporabljajo naše baze zato, da nas držijo za talce. In to je nekaj, na kar je Iran računal. Uspelo jim je napasti ameriške sile v Iraku, Jordaniji, Siriji, v nekaterih primerih brez posledic. Zato moramo to vsekakor ponovno preučiti in dati prednost našim zaveznikom v regiji, našim pravim zaveznikom, tistim, ki nam dejansko dovolijo uporabljati baze, predvsem Izrael in morda severni Irak s kurdsko regijo. No, ko že govorimo o Iraku, mislim, da ste sami preživeli leta v Iraku. Čez nekaj več kot mesec dni naj bi se ameriške čete umaknile iz Iraka. Kaj pravzaprav mora biti vzpostavljeno, da bo to uspešno, če bomo govorili o premikanju vojakov po regiji? Glede odhoda iz Iraka, to je pravzaprav dobra stvar, ker s tem ne podpirate Bagdada. Umaknete ameriško vojsko. Prav tako bi morali končati naše usposabljanje, našo obveščevalno podporo in finančno podporo iraški vladi, ter jo prisiliti, da se oddalji od Irana in prekine vezi z Iranom, da bi se to lahko povrnilo. Tako da podpiram umik vojakov iz Iraka. Domnevno smo tam, da preprečimo vrnitev ISIS-a, v resnici pa smo tam, da branimo naše vojake pred napadi iranskih proksijev z droni in raketami. Torej, bi morali zapustiti Irak, morda iti v Kurdistan. In pravim Kurdistan, ker je to zaveznik, ki nam je pomagal proti ISIS-u, Al-Kaidi in šiitskim milicam, ki so nenehno pod napadi Irana, Turčije in drugih. Zato moramo res ponovno oceniti, kdo so naši pravi zavezniki. In omenil sem Turčijo. To je zaveznik samo po imenu. Omenil sem Katar, tudi to je zaveznik samo po imenu. In oba podpirata sunitski del te osi odpora. Prisotnost Džolanija v Siriji z ISIS-om in Al-Kaido, katarski denar, ki prihaja in podpira Hamas. Te odnose moramo ponovno oceniti in ukrepiti naše odnose z ZAE, z Izraelom in s Kurdi v severni Siriji ter severnem Iraku. No, Mihael, če bodo Združene države res ponovno ocenile situacijo in celo umaknile nekaj svojih vojakov iz regije, ter se umaknile tudi iz nekaterih baz, bi to lahko šlo na roko Iranu. Mislim, režim že dolgo pritiska na zalivske države, naj izžene ameriško vojsko. Zato Iran trdi, da so te zalivske države tolikokrat napadene. Torej, bi lahko Islamska republika to predstavila tudi kot svojo zmago? Seveda, če sem v Teheranu, pravim, da je to ena od zahtev, ki smo jih postavili Trumpovi administraciji, ne le da jih razmisli, ampak da jih tudi dejansko izvede. Šteje se za iransko rdečo črto, da ameriške sile ostajajo v regiji. Tako da to ni dobro sprejeto. Predvidevam, da je ta začetna misel o zmanjšanju ameriške prisotnosti del pogovorov, ki jih imata Jared Kushner in Witkoff prek svojih katarskih posrednikov z Iranom. To zveni kot tista vrsta pogajanj, ki smo jih videli v Dohi, Omanu in povsod drugje. Videli smo, da so problematični akterji delovali kot posredniki, ko gre za Iran. Govorim o Turčiji, govorim o Katarju in govorim o Omanu. To je zmaga za režim, ker o vseh teh stvareh govorimo v medijih. Govorimo o tem, ali ZDA
Bodo baze zaprli, omorali na letalonosilki mornarice ali bodo ZDA imeli dovolj balističnih raket ali napadalnih in obrambnih zmogljivosti za nadaljevanje tega prizadevanja. Vse te stvari so prisotne in režim mora verjeti, da ima tukaj prednost, ker imamo prihajajoče volitve, imamo vsa ta uhajanja informacij v medije in to v bistvu samo krepi njihovo samozavest. In zato lahko grozijo Evropi, zato lahko dajo te smešne grožnje našim evropskim zaveznikom, ker nihče ne nasprotuje temu režimu. V bistvu za vse, kar se je doslej zgodilo, krivijo Trumpa in Iran to izkorišča. Majko Prežan, vedno je odlično slišati vaše poglede tukaj pri nas na i24 News. Cenimo, da ste se nam pridružili. Hvala. Hvala, ker ste me povabili. Hvala. Nazaj v studiu z generalmajorjem v rezervi Ejtanom Dangotom. Imamo le še približno minuto do odmora, ampak kaj bi to pomenilo za Izrael, če bi Združene države vsaj nekoliko spremenile svojo prisotnost v regiji? Tudi samo še razmišljati. Vidiš, kako zelo povezani in usklajeni smo, da smo prišli do vrha, s katerim se nismo soočili že mnogo let, morda nikoli. Način, kako Izrael in Združene države, mislim na operativni ravni, zdaj sodelujeta po celotnem Bližnjem vzhodu. Začne se pri obveščevalnih podatkih. Gre za infrastrukturo, prav tako za skupno izmenjavo in načrtovanje itd. Prepričan sem, da morajo Združene države ves čas pripravljati recimo strateško oceno razmer. Bili smo tam v času Obame, isto izjavo smo dali tudi kasneje, ko je šlo za Trumpa. Ampak vidite, kjerkoli začnejo Združene države spreminjati in preurejati svojo razmestitev, se nekaj zgodi. Tukaj. In če mene vprašate, še ni čas za to, ampak o tem morajo razmišljati. Mislim pa, da je še prezgodaj, ker morajo najprej doseči svoje cilje na terenu v okviru svetovne politike. Torej vprašanja, ki bodo usmerjena v prihodnost, medtem ko se mi osredotočamo na sedanjost, kot kaže.